Skratka, dobrodošli na našem 4. webinarju, kjer se bomo pogovarjali o odpadni plastiki in se bomo vprašali, ali je odpadna plastika skrb ali priložnost. Najprej, kot vedno, en lep uvodni pozdrav v mojem imenu. Mene že poznate, jaz sem Alenka Dermol in vodim tele webinarje in prihajam iz podjetja Dermol svetovanje iz Litije. Poleg nas v projektu sodeluje še Visoka šola za varstvo okolja iz Velenja in pa CSIK iz Taranta v Italiji, naš italijanski partner. Kot vedno, webinar snemamo pa ga zaradi tega, ker smo že pridni in iz delčkov tega webinarja oziroma iz gradiva sproti že sestavljamo našo spletno učilnico. Do zdaj smo v okviru tega projekta izvedli že kar nekaj webinarjev, in sicer izvedli smo 3 v Sloveniji, 2 v Italiji in sproti vse gradivo, ki ga sproti proizvedemo, ga nalagamo na našo spletno stran, ki jo verjetno tudi že poznate, ki se nahaja na naslovu microplastics.today. Sestavljamo tudi že spletno učilnico. Trenutno imamo narejeni že 2 slovenski učilnici, in sicer sta to učilnici iz 1. in 2. webinarja. Prva je bila od makroplastike do mikroplastike in druga o mikroplastiki v gospodinjstvu. Učilnico iz 3. webinarja pa trenutno sestavljamo in bo tudi kmalu gotova. Smo pa začeli delati tudi že spletno učilnico v angleškem jeziku, ki pa bo temeljila na italijanskih webinarjih, ki jih pa izvajamo v angleškem jeziku. Vse tole gradivo, ki ga, kot sem rekla, ki ga nalagamo na našo spletno stran, lahko najdete v zavihku Materiali Slovenija, in tukaj noter so materiali, to so, se pravi, iz vseh teh naših dogodkov oziroma webinarjev naložimo videoposnetke, potem poleg tega naložimo tudi vse tele prezentacije, ki smo jih imeli, naše, pa od dijakov, pa od VŠVO-ja, skratka vse prezentacije, in tudi, če so še kakšni tile zanimivi, recimo Mentimetri oziroma posnetki zaslona. Na tej isti strani vidite tudi v videih, vidite tudi tele bookmarke, ki so zelo uporabni. To se pravi, da če se čez celoten posnetek od nekega webinarja ne rabite premikati kar tako na slepo, ampak lepo vidite, kje so posamezna poglavja. Čist na vrhu tele strani se pa nahaja gumbek, kjer piše vstop v slovensko spletno učilnico, in tule, če gremo s tem gumbkom naprej, vidite, da sta tlele že 2 spletna tečaja narejena. Tole je zdaj ta drugi oziroma ta novi tečaj, mikroplastika v izdelkih za gospodinjstvo, ki smo ga ravno tako razdelili na posamezne delčke, na posamezne teme, tako da so področja, in potem znotraj področji so še manjše teme. In vsekakor pa v te teme oziroma v ta področja, pa tako kot smo rekli, bomo pa vgradili noter še dodatna gradiva, tudi tista, ki jih bomo dobili od vas in ki so pač primerna za to tematiko, za mikroplastiko. Webinarje smo, kot sem rekla, 3 smo do zdaj že izvedli. Januarski je bil o abecedi mikroplastike, februarja smo se pogovarjali o mikroplastiki v domačem okolju in v glavnem gospodinjskih izdelkih, marca smo se pogovarjali o mikroplastiki v urbanih okoljih, današnji webinar je pa namenjen odpadni plastiki in temu, ali je odpadna plastika skrb ali pa to predstavlja tudi določeno priložnost. Potem sledi pa naslednji mesec še zadnji webinar, kjer se bomo pa pogovarjali o okoljski usodi in o vplivih mikroplastike na različne ekosisteme. Kaj bomo počeli danes? Najprej v prvi točki nam bo naša dr. Anja Bubik iz Visoke šole za varstvo okolja postregla z par številkami o odpadni plastiki, da malo dobimo nek tak splošen pregled o tem področju. Potem imamo eno zanimivo, uspešno zgodbo krepitve okoljske trajnosti, in sicer imamo tukaj gospo iz podjetja Aquafil Slovenija, ki se že veselimo te zanimive predstavitve. Potem imamo še eno tako zanimivo predavanje oziroma prispevek, in sicer od dr. Ane Popovič, ki prihaja iz Beograjske politehnike
in ona nam bo pa povedala malo o priložnostih pa izzivih na področju recikliranja sintetičnih polimerov. Potem pa zadnja točka je pa ta, ki bo pa res super, bodo pa predstavitve dijakov in študentov, ki so pa reševali izzive s prejšnjih webinarjev. Kot smo se prejle pogovarjali, v tej točki bodo pa v glavnem nastopali izgleda, da so najbolj pogumni mariborski dijaki in študentje, ker vsi trije prispevki prihajajo tokrat iz Maribora. Bravo, Maribor.